Hvala lepa za besedo in predstavitev. Pozdrav tudi iz moje strani, vsem skupaj z željami, da bi bil tudi današnji del tako uspešen in zanimiv, kot je bil včeraj. Sam bom v svojem prispevku govoril o doktorju Janezu Blajvajsu, vitezu trsteniškemu, kot očetu slovenskega naroda. Kaj to pomeni in kaj je to pomenilo, sta vprašanji, ki bosta v središču moje pozornosti. Preden pa začnem, pa se mi zdi, da je smotrno opozoriti na to, da je med danes in med Blajvajsovim obdobjem velika razlika. L.P. Hartley je v svojem romanu Posrednik, izdanem leta 1953. leta, v uvodnem stavku napisal: preteklost je tuja dežela, tam počnejo vse drugače. Ta naslov, del tega naslova, The past is a foreign country, je vzel David Lowenthal za naslov svoje zelo odmevne, zelo tehtne knjige o dediščini, preteklosti in zgodovini, ki je izšla leta 1985 in je ena od najbolj visoko referenčnih del iz tega področja. Vendar, to, kar počnemo danes, kar je popolnoma drugače od tega, kar so počeli nekoč, počnemo tudi zato, ker smo nasledniki svojih prednikov, ki so izbirali, kot smo včeraj slišali, določene strategije, ne samo za svoje osebne kariere, temveč tudi za svojo skupnost. In v tem smislu in v tem oziru je bil izjemno pomemben na mnogih področjih prav dr. Janez Blajvajs, ki je že ob 20-letnici oziroma že pred 20-letnico urejanja in izdajanja novic, se pravi 1863, bil v očeh nekaterih viden kot oče naroda. Ker je bila slovenska kultura v tistem obdobju izredno patriarhalna, je jasno, da so na ta način tudi gledali odnose med narodom, ki so ga seveda razumeli takrat precej biologistično. Narod je veljalo za tisto, kar je narojeno. Kako je Janez Blajvajs bil viden kot oče naroda, najboljše vidimo iz zapisa nekega udeleženca slavnosti ob njegovi 70-letnici. Ta slavnost je bila velik narodni praznik, ki so mu pripisovali takrat izjemno pomemben narodno prebudni in mobilizacijski moment, ki je pritegnil k sodelovanju številne slovanske goste iz različnih držav in predstavnikov različnih narodov. Bilo jih je menda takrat v Ljubljani toliko, da če bi iz prvega nadstropja Blajvajsovega stanovanja nekdo spustil jabolko na tla, jabolko ne bi padlo na tla, ker je bila takšna gneča. Naredili so bakljado z 500 baklonosci in tako naprej. Takrat so priredili tudi posebno predstavo v Blajvajsovo čast Berite novice, ki je bila izredno čustvena. Zelo čustveno je reagiral sam Blajvajs, zelo čustveno so reagirali vsi udeleženci in v tem momentu je Blajvajs tega avtorja spominov objel in ga poljubil na čelo, kar je seveda taka zelo tipična očetovska gesta. In kako je občutil sam ta pravi: zdelo se mi je, da se me je v njegovem poljubu
dotaknil sam genij slovenstva in dokler me ne mine spomin, ne pozabim onega slovesnega dogodka. Se pravi, avtor tega spomina je doživel ta poljub kot posinjenje za članstvo v slovenskem narodu. Ni bil ne prvi, ne edini. Že 1862. leta je Andrej Marušič, kasnejši goriški škof, ko je obiskal Bleiweisa na njegovem domu, v poljubu, ki ga je dobil od njega, začutil to isto, kako ga je posinil za sinu slovenskega naroda. Danes se vsi čutimo pripadniki naroda. Ta pripadnost se nam zdi celo tako zelo sama po sebi umevna, da si z večine niti predstavljati ne moremo, da bi lahko bil nekdo brez narodne pripadnosti. Seveda to ni bilo vedno tako. Kot ugotavlja Eric Hobsbawm v svojem znamenitem delu Invented Traditions, je v 19. stoletju narodna ideja bila nekaj, kar je bilo brez precedensa v preteklosti. To velja seveda tudi za naše razmere. Tudi na Slovenskem o tem, kaj je narod, niso imeli nobene predstave. Celo same besede narod številni niso razumeli. Kajti narod je bila beseda, ki je prišla v slovenski jezik iz češčine. V slovenščini se ta beseda ni uporabljala in izpeljanke, kot so narodnost, narodno, so bile ljudem popolnoma neznane in so jih zamenjevali z nerodno. Narodno in nerodno, to je bilo za takratne slovenske govorce bolj ali manj eno in isto. Zato so tudi novice morale večkrat opozarjati, ne smete zamenjevati narodno in nerodno, ampak ta pouk je trajal skoraj 10 let, preden so slovenski govorci sprejeli razliko med narodno in nerodno. Najprej so novice rekle, narodno, nacionalitet je nekaj dobrega, nerodno, ungeschichtlichkeit je pa nekaj slabega, zarežite si to za ušesa. Ampak leta 1851 je eden od dopisnikov novic iz okolice Ljubljane zapisal, ko berem novice, se mi smejijo, zakaj bi bilo to dobro, če smo Slovenci nerodni, če smo Slovenci štorklasti. Se mi je zdelo pač to nekaj povsem nasprotnega od tega, kar so hoteli pripraviti oziroma povedati z to besedo. Vidimo pa iz tega dopisa še nekaj. Ne samo, da je bilo takrat vse drugače, da so temeljni pojmi imeli povsem drugačen pomen in razumevanje, kot jih imajo danes, da so takrat tudi brali drugače, da niso brali časopisov tako, kot jih beremo danes, vsak zase, ampak da se je bral časopis v skupini, ker je bralec bral na glas, poslušalci pa so to branje komentirali. Tako branje seveda danes še obstaja, seveda pa brez komentarjev v cerkvi, se bere poglavja recimo iz Svetega pisma na ta način. No, ko je Bleiweis začel z svojim delom, je bila to doba, za katero pravi angleški zgodovinar A.J.P. Taylor, da je bil to čas, ko je bilo več pisateljev kot bralcev. No, mogoče smo danes na Slovenskem, kar se tega tiče, v podobni situaciji. Najbrž bi tudi danes se večina strinjala s to trditvijo, da je danes več bralcev oziroma več pisateljev kot bralcev.
Ampak v tem okolju je seveda bilo za tiste, ki so izbrali si to strategijo narodnega prebujanja, kot so takrat govorili, prebujanje iz ideje, da je narod nekaj, kar je stalnega, kar je trajnega, kar obstaja že od začetka sveta, ampak je potem v nekem trenutku iz znanega ali neznanega razloga potonil v spanje, zdaj ga je pa treba izbuditi iz spanja tako kot nekakšno trnuljčico. In seveda tisti, ki so to počeli, se pravi narodni buditelji, so si zadali na tem področju zelo, bi človek rekel, zahtevno in tudi zelo pomembno nalogo, zlasti na slovenskem teritoriju. Namreč treba je vedeti, da so slovenske dežele bile dejansko veliko stoletij zelo izkoriščane, zelo potlačene. Več stoletij je vse, kar je bilo na slovenskih tleh pridelanega, vsi viški so odhajali ven iz Slovenije. Se pravi, da so se Slovenci lahko emancipirali, je bilo seveda najprej treba vzbuditi v ljudeh samozavest. Prebujanje samozavesti v teh ljudeh, ki so bili neizobraženi, ki so bili reveži, je bila pa zelo naporna zadeva, sploh ni bila enostavna, ne? Ampak nacionalna ideja se je pokazala, kot se je pokazala potem v 20. stoletju v Afriki in Aziji, kot ideja z zelo veliko emancipacijsko močjo, ne? In to idejo je zelo, in to njeno moč je zelo lepo izrazil Kosesky v tistem znamenitem verzu, ki je bil zelo velikokrat citiran: biti slovenske krvi, bodi Slovencu ponos. In ko so vzbudili ta ponos, je seveda bilo možno kreniti naprej, je bilo možno začeti dejansko delati na olikanju slovenskega jezika, da bi bil sposoben prenašati vsa sporočila, ki so bila potrebna za umiko, se pravi za boljše gospodarjenje. In na tem polju je Janez Bleiweis z svojimi novicami, z svojim inkluzivnim pristopom naredil izjemno veliko in je bil tudi izredno uspešen. Ne samo, da Slovenci takrat niso imeli enotnega knjižnega jezika, niso imeli niti enotne pisave, pisali so slovensko na 3 različne načine. Bleiweis je to uspešno poenotil v obdobju po zelo hudi črkarski pravdi, kar je pa seveda nekaj, kar imamo Slovenci zelo radi in kjer se čustveno zelo angažiramo. Se pravi, mu je to uspelo preseči. In uspel je narediti skratka še marsikaj drugega, edino ena stvar mu ni uspela, kar je pa zelo, zelo interesantno meni. Namreč 1846. je izdal knjigo Milosrčnost do živali. Te milosrčnosti do živali nikoli ni uspelo za svojega življenja pri Slovencih zbuditi, čeprav je temu se večkrat vračal v posameznih člankih v novicah, kar je pa zelo zanimivo vprašanje samo po sebi. Ob praznovanju 20-letnice novic, kot smo slišali včeraj, že je Bleiweis poudaril kot tiste svoje dosežke uveljavitev imena Slovenija. In seveda tudi to, da je slovenščino pripeljal v javnost, in sicer ob praznovanju 25-letnice župana Hradeckega
ko je nagovoril Prešerna, da je napisal hvalnico Ljubljana, ljubica nebes in sreče, in je potem to mladi dijak Lovro Toman recitiral in njegova recitacija, znam si predstavljati, da je bila z zelo veliko patosa povedana, je očitno zadela okus tistega časa, sledil je gromek aplavz in slovenščina je dobila vstop v javni prostor. Z imenom Slovenija je bil seveda dosežen še pomembnejši dosežek, kajti če za to skupnost, ki naj bi bila povezana v tako imenovano predstavno skupnost, po prevodu zamišljena skupnost, namesto imagined community smo se navadili, da kar jemljemo to besedo kot pravilno, vendar če pomislimo od Johna Lennona pesem Imagine all the people, vidimo, da ne moremo tega prevajati, zamisliti v slovenščino. Predstavljaj si, ne? Se pravi, gre za predstavnostne skupnosti. In če hočeš ti vzpostaviti neko predstavnostno skupnost, rabiš za njo ime. Brez imena se tega preprosto ne da narediti. V tistem času seveda je bilo ime, ki se je najbolj ponujalo samo po sebi, Ilirija. Te dežele so bile del Ilirskega kraljestva, sam cesar je imel poleg svojih drugih naslovov tudi naslov Ilirski kralj. Vendar je od 1843. leta cenzura to ime črtala, kar je bilo paradoksno. V časopisu se v Iliriji ni smelo pisati, cesar se je pa imenoval Ilirski kralj, ker je bila beseda oziroma ime razumljeno kot precej subverzivno. Beseda Slovenija je bila seveda še dosti bolj subverzivna, kajti to je pomenilo dejansko dežela Slovenov, Sloveni pa so segali od Trsta do Vladivostoka in jasno za cesarja je lahko ta beseda bila zelo neprimerna za slišati. Ampak ko je Koseski plasiral v svoji pesmi po naročilu Blajvajsovem, jo je upesnil na tak način in predstavil javnosti na tak način, da jo cenzura ni videla razloga črtati in tudi sam cesar ji je lahko samo zaploskal, pa ji je dal legitimnost. Kasneje smo se tako navadili na to ime, da nam zgleda, kot da je to nekje bilo ime že dano od vsega začetka in da sploh to ni bil nikakršen dosežek. Prvi, ki se je norčeval iz tega, je bil Fran Levstik, seveda mladoslovenski kritik Blajvajsa, ki je bil Blajvajsu zelo gorak, ki je v tako imenovanih pasjih pogovorih se pogovarja s svojim psom, pa mu reče, vidiš, tale gospod, ki gre tukaj le mimo, je pa tisti, ki je rekel, bodi Slovenija, in je bila Slovenija. Skratka, da je ta v bistvu največji dosežek Blajvajsov v nič. Tisti, ki so nadaljevali mlado slovensko ideologijo, ki so nastopali proti tako imenovanemu konzervativnemu, klerikalnemu in kaj je bilo še vznak za Blajvajsa, so seveda tukaj zadevo še radikalizirali in o tem, da je kakršenkoli pomemben dosežek povezan z vpeljavo tega imena, z tem, da je karkoli naredil za slovenski narod v tem smislu mobilizacije
za modernizacijo, najbolj bil izpostavljen kritiki s strani Edvarda Kardelja v njegovem delu Razvoj slovenskega narodnega vprašanja, ki ga je izdal pod psevdonimom Sperans 1939. leta. V tem delu, ki ga je Sperans zamislil kot nek, kako bi človek rekel, ideološko-mobilizacijski tekst za revolucijo, ki so ga morali posamezni takratni člani oziroma kandidati za člane komunistične partije se tudi tako rekoč na pamet naučiti. Sam sem našel podatke, da so celo v koncentracijskem taborišču Reniči med vojno prepisovali na roke poglavja iz Razvoja slovenskega narodnega vprašanja, potem pa tisti, ki je hotel stopiti v partijo, je moral napraviti izpit iz tega. Ne? Se pravi, da je ta tekst bil razumljen tudi kot neke vrste dogma o tem, kaj in kako se je razvijalo slovensko narodno vprašanje. Kardelj je ta tekst napisal, kot sam pravi, z namenom pokazati zmoto slovenskega meščanskega zgodovinopisja, ki poudarja pomen velikih osebnosti kot tistih, ki ustvarjajo zgodovino. Kardelj pa pravi v skladu z marksistično mislijo, da zgodovino ustvarjajo množice, ne posamezniki. No, v samem tem narodu oziroma razvoja narodnega vprašanja pa ga malo zanese ideja, da bi on bil veliki mož, zadnji veliki mož, ki je konstituiral slovenski narod in vzpostavi zgodovino slovenskega naroda na liniji Trubar, Prešern, Levstik, Cankar, jasno in na koncu Kardelj. Seveda, da bi se tako lahko etabliral kot tisti zadnji veliki mož, zadnji, ki je povedal zadnjo najpomembnejšo resnico o slovenskem narodu, mora najprej obračunati z tistim, ki je bil oče slovenskega naroda, mora napraviti na nek način očetomor, če se spomnimo Sigmunda Freuda in njegovo delo Totem in tabu. In dejansko Kardelj tukaj ne najde za Bleiweisa nobene dobre besede. Bleiweisov konzervativizem, pravi, je predstavljal najbolj desno krilo v slovenskem narodnem gibanju. Čeprav je bil popolnoma povprečen človek, ki ni znal niti dobro slovensko govoriti, pravi za njega. In pravi, da slovensko narodno prebojenje ni dalo ideologov in voditeljev takega formata, kakor naprimer pri Italijanih, Nemcih, Poljakih in celo Čehih, pravi. Bleiweis ni bil narodni ideolog, ni bil duh širokih obzorij, ni odkrival narodu perspektiv njegove bodočnosti. Bil je njegov vsakdanji politični vodnik, predstavnik stranke konzervativne družbene plati, v čigar osebnosti se je utelesil ves nesrečni položaj slovenskega naroda, njegova socialna zaostalost, mračnaštvo, njegova zlomljena duhovna krila na eni in njegova mlada in zato nejasna težnja po svobodi, po neodvisnem razvoju na drugi strani in tako naprej. Vse te očitke je Kardelj v številnih izdajah, ki jih je doživel razvoj slovenskega narodnega vprašanja po drugi svetovni vojni, večkrat ponovil, nikoli pa se ni pozabil sklicevati na privatno pismo, ki ga je napisal Oroslav Caf in v katerem pravi, kako je bil Bleiweis omejen, da je bil primeren za
kmečke in rokodelske novice, za kaj drugega pa ne. Seveda novice, kot smo včeraj prav velikokrat slišali, sploh niso bile nek kmečki in rokodelski list, ampak so bile v resnici mnogo več. Ni čudnega, če je leta 1949, ko je v Ljubljani velika akcija za, da rečemo, deklerikalizacijo, ko se preimenuje ulica Svetega Petra, Marijin trg in tako naprej, tudi Bleiweissova ulica zgubi svoje ime, postane Prešernova ulica. In ko je potem nastopilo vprašanje nekaj desetletij kasneje, da bi pa Bleiweiss vsekakor si v Ljubljani zaslužil svojo ulico, je nastopil tukaj zelo hud problem, nikakor se ni dalo urediti. Sam sem bil takrat kar precej angažiran in z osebo, ki je bila odgovorna za imena ljubljanskih ulic, sem imel zelo zanimivo izkušnjo. Najprej sem predlagal, da bi se Slovenska cesta preimenovala v Bleiweissovo, kajti Slovenska cesta sredi Ljubljane je res precej neposrečeno ime. Odgovor je bil, ja, veš, koliko bi to pomenilo sprememb dokumentov, to se ne da napraviti, to bi bilo preveč težav. Ok, potem pa dajmo kakšno manjšo ulico preimenovati po Bleiweissu, ker ne bo teh problemov. Ne, to se pa ne da napraviti, veš, kako je bil Bleiweiss pomemben, pa mu ne moramo dati neke majhne, nepomembne ulice. Skratka, razvili so nek tak sofistični argument, ki je pomenil, da se Bleiweissu nikakor ne more dati ulico. Dobil je ulico šele takrat, jaz mislim, da je bilo to pred približno 10 leti, v tistem istem paketu, ko je Ljubljana dobila Titovo ulico, ki je kasneje morala biti preimenovana. Kakšen je bil argument? Bleiweiss in Tito sta oba dela naše zgodovine, zato je prav, da imata oba svojo ulico. Kaj je narobe s tem argumentom? Seveda je narobe to, da nista samo Bleiweiss in Tito dela slovenske zgodovine, ampak še marsikdo drug, recimo tudi cesar Franc Jožef, kralj Aleksander in tako naprej, ampak temu ta imena pa predlagatelji te spremembe nikoli niso vzeli na in rezultat je, da danes Ljubljana seveda ima Bleiweissovo cesto, ampak mislim, da ima tam eno samo hišno številko, kar se mi pa zdi nekaj, kar je problem. In zaključil bom svojo predstavitev z temle. Večkrat ugotavljamo, kako se danes stroka, ki se ukvarja z preteklostjo, ki se ukvarja z dediščino, ki se ukvarja z zgodovino, spominja Bleiweissa na način, ki je bolj ustrezen njegovi vlogi in pomenu v slovenski družbi in za slovenski narodni razvoj. Ampak, če pogledamo ta imenik ljubljanskih ulic, pa vidimo, da od te zavesti, ki je prisotna recimo v tej dvorani, do zavesti, ki je prisotna izven nje, da pa bo še treba kaj postoriti in jaz upam in želim, da bo tudi včerajšnje in današnje srečanje, pa zbornik, ki bo išel na tej podlagi, prispevek v tem smislu. Jaz se vam toplo zahvaljujem za vašo pozornost.